Ja, en lep dober večer, zunaj je še sonce, ampak vsi ste se tukaj izbrali tako prijazno z nami. Jaz sem zelo vesela, da ste se nam pridružili danes. Pozdravljam vas pravzaprav na našem prvem strokovnem webinarju z naslovom Izvajanje interventne psihoterapevtske pomoči ob travmatskem ali kriznem dogodku. Z nami danes je Damjana Jurman. Lep dober večer, Damjana. Dober večer vsem. Jaz bom Damjano na kratko predstavila, za tiste, ki jih še ne poznate. Pred kratkim se nam je pridružila na našem portalu. Je specializantka gestalt psihoterapije, v edukacijo vključena od leta 2012 na Inštitutu za gestaltsko terapijo GITA. Delovala je kot strokovna delavka v kriznem centru za otroke in mladostnike v Kopru. Trenutno pa je koordinatorica za preprečevanje nasilja na CSD Južna Primorska. Kakšno besedo več o sebi bo povedala potem kasneje tudi sama. Mi pa danes pravzaprav organiziramo naše predavanje v okviru iniciative za interventno skupino v okviru mojpsihoterapevt.si. To je naše prvo predavanje na to temo. Veseli smo, da ste se ga udeležili. Upam, da boste kaj koristnega zase odnesli, kakšno novo znanje. Veseli bomo tudi, če se boste aktivno udeleževali, mogoče vmes, če boste imeli kakšno vprašanje, ga lahko napišete v chat. Potem pa bo proti koncu tudi vas bomo razdelili v ene par ločenih sobic, kjer bomo majčkeno podebatirali med sabo, ker nas je kar nekaj zdaj tukaj izbranih, da ne bomo en preko drugega. Vsekakor bo pa vmes tudi čas za postaviti kakšno vprašanje v živo tu in tam. Še to informacijo, kot vidite, se zelo tole snema, zaradi tega, ker je veliko terapevtov izrazilo željo, da bi dostopali kasneje do posnetka, ker danes pač ne morejo ob tej uri, tako da samo v vednost. Zdaj pa predajam besedo kar Damjani. Lep večer želim. Hvala. Kristina me je že predstavila, ampak jaz bi še povedala nekaj malega, zakaj sploh sem jaz danes tukaj, glede na to, da smo terapevti, psihoterapevti. Nekako sem ves čas od leta 2010 vključena v ene iniciative, ki zadevajo tudi delovanje v okviru nekih kriznih intervencij, in sicer najprej v kriznem centru z otroki in mladostniki, ki so se zaradi različnih kriz in travm znašli v tej kratkoročni obliki namestitve, in zdaj kot koordinatorica za preprečevanje nasilja, ki v okviru svojih nalog tudi vodim, organiziram delo interventne službe, v okviru katere tudi izvajam psihosocialno pomoč oziroma prvo psihosocialno pomoč, predvsem žrtvam nasilja, ženskam in otrokom žrtvam nasilja, pa potem starostnikom in osebam pod skrbništvom, ki se znajdejo v stiski, in mladoletnim tujcem brez spremstva ob vstopu v Republiko Slovenijo. Torej, to predavanje je namenjeno vsem psihoterapevtom in psihoterapevtkam, ki bodo v okviru portala Moj psihoterapevt izvajali interventno psihoterapijo za zaposlene v podjetjih, ob travmatskih dogodkih v zasebnem življenju in pa ob izrednih dogodkih na delovnem mestu. Ta storitev se bo še razvijala, ampak zdaj nekako začenjamo s tem, da smo na enem takem uvodnem izobraževanju, kjer bomo pravzaprav se seznanili z temi osnovnimi pojmi in ključnimi strategijami, ki jih bomo ob predhodnem znanju in izkušnjami znotraj različnih psihoterapevtskih modalitet uporabili pri izvajanju interventne psihoterapije ob travmatskih in ali kriznih dogodkih. Zdaj, če preletimo malo vsebino oziroma teme, najprej se bomo ustavili pri definiciji travmatskega in kriznega dogodka, potem bomo interventno psihoterapijo umestili med različne ravni nudenja psihosocialne podpore ob travmatskih in kriznih dogodkih, potem se bomo osredotočili na izvajanje interventne psihoterapije
ob travmatskem in kriznem dogodku, navedli nekaj teh ključnih odzivov, ki so nekako, jaz sem jih poimenovala profesionalno vedenje in odzivanje ob izvajanju psihoterapije ob travmatskih kriznih dogodkih. In jaz bom potem malo povzela relacijski oziroma odnosni vidik psihoterapevtskega dela s travmo, ki ga uporabljamo v okviru geštaltske psihoterapije pri delu s travmo. Potem bomo pogledali, kakšni so odzivi klientov na travmatski oziroma krizni dogodek, pa faze odziva, potrebe klientov ob tem, ko so soočeni oziroma se znajdejo v nekem travmatskem oziroma kriznem dogodku, posledice travmatskih kriznih dogodkov in pa varovalne dejavnike, ki zmanjšujejo tveganje za nastanek nekih težjih posledic teh travmatskih in kriznih dogodkov. Potem se bomo še ustavili pri tem, kaj rabimo mi kot psihoterapevti v smislu podpore pri izvajanju tovrstne psihoterapije. Na koncu sledi še delavnica, ki se jo zelo veselim, ker si bomo v okviru tega tudi izmenjali izkušnje pri temu, kakšne izkušnje imamo z izvajanjem psihoterapije s klienti, ki imajo travmatsko izkušnjo. In še zadnja tema, kriza kot priložnost in posttravmatska rast. Zdaj pa začnemo v bistvu s tema dvema pojmoma, kriza in travmatska kriza. Beseda kriza pravzaprav pomeni prelomnico in s to prelomnico gre lahko kriza v smer rasti, zrelosti, zdravja ali pa v drugo smer, v smer bolezni, nazadovanja, nekega obupa. In ko smo v krizi, naše izkušnje in te naši običajni vzorci in načini odziva več niso ustrezni za to, da bi se spopadli z novo situacijo oziroma krizo. Poznamo pa razvojno in travmatsko krizo, s tem, da se mi tokrat ne bomo ukvarjali z razvojno, temveč le s travmatsko krizo. Torej, travmatska kriza povzroči nek nenaden dogodek, na katerega v bistvu nismo pripravljeni. In v nadaljevanju bomo uporabljali predvsem termin travmatski dogodek. Pod te travmatske dogodke pa uvrščamo pravzaprav dogodke, ob katerih posameznik ali pa posameznica doživi grožnjo za svojo varnost ali življenje ali pa varnost in življenje drugih ljudi, ter ob tem doživlja močna čustva, ga je strah, se počuti ranljivo in nemočno. Krizni dogodki pa so v bistvu nesreče, izguba bližnjih ljudi, hude bolezni, izkušnje nasilja, izkušnje terorističnih napadov, vojna in drugi dogodki, ki so povezani s tveganjem za varnost in življenje udeleženih oseb. Vse te izkušnje porušijo ali pa vsaj zamajajo občutek varnosti in občutek kontrole ter naše zaupanje. In tako se tudi spremenijo predstave o sebi, o drugih in o svetu. S tem, da se kriza razlikuje od stresa, travme in pa izgube in žalovanja, čeprav je to vse nekako prepleteno pri tem našem delu s travmatiziranimi klienti. Stresni odziv se začne kot stanje nekega psihofizičnega alarma, ki sproži povečano budnost in aktivnost organizma, in v telesu se pričnejo sproščati zaloge energije, ki omogočajo nek uspešen odziv posameznika. Če pa se ne uspemo uspešno soočati s temi stresorji, pa se ob enem tudi soočamo z nekimi novimi stresnimi okoliščinami, pa v bistvu se nam te energetske zaloge v organizmu praznijo in se ob tem ne obnavljajo. Zdaj, travma, vemo, v zadnjih letih se je na tem področju psihoterapevtskega dela s travmo zgodila revolucija, poudarek je predvsem na delu s telesom, torej travmo je, se zavedamo, potrebno predelati na vseh nivojih in predvsem tudi na telesni ravni. Namreč travma se zelo močno zareže v človeka in trajno spremeni njegov odnos do sebe, spremeni dojemanje sveta, dojemanje drugih ljudi in človeku, posamezniku nadene okove nemoči, žalosti, sramu, jeze in besa.
Torej, travma se vedno vpiše v telo in telo je tisto, ki se tudi po tolikih letih lahko vžiga in se tudi obnaša, kot da je travma še vedno prisotna. Medtem ko pri izgubi in žalovanju, seveda v teku življenja doživljamo različne izgube, te so vtkane v nek naravni proces naše osebne rasti in razvoja, vendar pa se srečujemo tudi z izgubami, ki nas travmatizirajo, ker so te izgube preuranjene, bodisi nasilne in pa razvojno moteče. Tako da izguba in žalovanje narušita smiselne dele našega življenjskega prostora in tudi spremenita način, na katerega doživljamo in izražamo sebe. Zdaj bom pa delila z vami oziroma bomo si pogledali en izsek iz filma Zgodbe iz Marelične hiše, ki smo ga pripravili ob 10. obletnici delovanja kriznega centra za otroke in mladostnike v Kopru in smo povabili mlade, ki so nekaj dni, vsaj takrat od našega nastanka naprej, preživeli v tem kriznem centru in nas je zanimalo, kako so gledali na ta čas, ki so ga preživeli tam, kaj jim je bilo pomembno, kaj so takrat doživljali, kaj so rabili od strokovnih delavcev, kako so v bistvu predelali travmo. Tako da bomo si pogledali tega mlajšega odraslega, ki je že v tem trenutku je bil že polnoleten, takrat, ko pa je bil v kriznem centru, pa je bil še otrok oziroma mladostnik. Ko sem bil 12 let star, mi je umrl oče in po smrti očeta je pač meni bil oče, po mojem, da ena logična največja stvar, največja. Bom rekel, ljubezen, ja. In ko mi je umrl oče, sem šel navzdol, ne. In začelo moje obnašanje slabšati. Sem začel biti agresiven, sem začel z drogo, sem začel z alkoholom. En dan mi je počel živec, ne vem zakaj. Sem začel razbijati po stanovanju, sem začel uničevati stvari, sem počel par stekel, zapalil globus, razbil globus, zapalil še eno vrečko, v glavnem delal sem. Ja, to je bil glavnem to razlog. Nadomestitev po enem tednu, 2 tednih, zame pač super, sem se navadil in na koncu iz kriznega nisem hotel iti, no, tako da. Ja, pred kriznim centrom sem bil težaven otrok, nisem hodil ne v šolo, nisem ne delal, družil sem se z družbo, ki je bila na drogah, družil sem se z družbo, ki je vsak dan pila alkohol. Ko sem prišel v krizni center prva 2 tedna, je bilo še moje mišljenje tako, ampak po 2 tednih v kriznem centru se je moje mišljenje začelo spreminjati. Ko sem pa prišel iz kriznega centra ven, se je pa obnašanje popravilo, zelo popravilo in se sploh ne zafrkavam. Začel sem delati, našel sem si delo, celo v šolo sem se vpisal. Lepše sem se obnašal doma, to so me pohvalile tudi delavke v kriznem centru, ki sem bil še enkrat na obisku, potem pri njih. Na socialni so me pohvalili in v glavnem obnašanje se je bistveno spremenilo, tako da krizni center pomaga. Ja, to je bil ta izsek, nekako sem zbrala tega fanta, ki nekako je opisal v bistvu, no, kako se je počutil v tem času, ko je doživljal to travmo, no, v izgubi očeta in verjetno še kaj drugega, kar se je nalagalo še prej, odprej, v smislu neke odnosne relacijske travme in potem še ta dogodek in kako je zelo pomembno, no, da takrat v pravem trenutku ti ljudje dobijo ustrezno pomoč, pravočasno pomoč, da lahko izstopijo iz te travmatske izkušnje in jo predelajo. Zdaj, v nadaljevanju se bomo osredotočili na psihosocialno pomoč pri okrevanju po travmatskih oziroma kriznih dogodkih. In tu, ko študiramo to literaturo, najdemo različne oblike te pomoči in tudi različna poimenovanja. In tu sem navedla te najbolj pogoste, ki se pojavljajo, torej psihosocialna pomoč in podpora, psihološka pomoč, krizne intervencije, krepitev strategij za spopadanje s stresom, preventiva pred PTSM
PTSM oziroma posttraumatskim stresnim motnjom. In pa to je naslednja zadeva, je pa to, kar bomo mi izvajali najverjetneje v okviru te iniciative, torej interventna oziroma krizna psihoterapija, kratkotrajna psihoterapija in pa ta dolgotrajna psihoterapija, no, z v bistvu odprtim koncem. Zdaj bomo pogledali, kako je ta psihoterapija vključena oziroma kako je umeščena med ravni psihosocialne podpore. In tu imamo dve piramidi, kjer na levi strani vidimo, da so najprej tu neke osnovne, splošne oblike pomoči, ki zagotavljajo neko oskrbo in varnost, potem pa grejo vse bolj k specializiranim oblikam pomoči. Torej, in bolj, ko gremo proti specializiranim oblikam pomoči, bolj upada število pomoči potrebnih oziroma teh uporabnikov oziroma klientov. In v drugi piramidi pa vidimo te oblike, ne, ki so od tega splošnega nudenja neke pomoči do recimo nekih skupin recimo za svetovanja, ozaveščanje, individualna, družinska, skupinska oblika dela in potem čisto na vrhu vidimo terapija. Tu pa tudi je označeno, da bolj gremo proti tem specializiranim oblikam pomoči, bolj narašča tudi potreba po strokovnjakih, ki so specializirani za nudenje tovrstne oblike specialistične pomoči. Torej, če zdaj govorimo o tem, da je vse to psihosocialna podpora in pomoč, vse to, kar sem naštela, bomo pogledali v bistvu, kaj je namen nudenja te psihosocialne podpore in pomoči po travmatskih oziroma kriznih dogodkih. Gre v bistvu za odgovor na psihološke in socialne potrebe posameznikov, družin, skupin in skupnosti, s tem, da se bomo mi osredotočali na posameznike. In osnovni cilj nudenja takšne podpore je pravzaprav zmanjšati to začetno stisko, ki jo povzroči travmatska izkušnja, in tudi spodbuditi, da se ta otrok, mladostnik, odrasel, mi se bomo ukvarjali z odraslimi, tudi čim bolj torej prilagodi temu, da deluje in da se tudi zna spoprijeti s stisko. Torej, usmerjeni smo v ta trenutek tu in zdaj in se ne poglabljamo toliko v neke podrobnosti oziroma poglabljanja nekih travmatičnih izkušenj. To pride potem na vrsto pri nekih dolgotrajnih psihoterapijah v kasnejši fazi, ne, v tej dolgoročni fazi. Zdaj imamo pred sabo ta graf, časovna dinamika psihosocialne pomoči, da znamo tudi nekako umestiti, kdaj se dogaja. Torej, prva ta akutna faza, to je ko se neka nesreča zgodi, torej na začetku neke nesreče ali kriznega dogodka, pa potem imamo to prehodno fazo po tem kriznem dogodku, nekaj časa mine, in ta dolgoročna faza, ki pa je potem v nadaljevanju sledi. Tako da zdaj ključni dejavniki pri nudenju podpore osebam s travmatsko izkušnjo, kaj je tisto, kar lahko izluščimo in velja v bistvu za vse oblike nudenja podpore. Najbolj pač izstopa to zagotavljanje varnosti, tako fizične kot čustvene, vzpostavljanje zaupnosti, občutka torej nekega zaupanja naspram temu, kar je oseba doživela. Zelo rabijo te osebe jasnost in transparentnost in vedno delujemo v perspektivi moči oziroma opolnomočenja teh klientov oziroma uporabnikov, s katerimi delujemo. V nadaljevanju pa je seveda dobro, da jih povežemo tudi z drugimi, ki imajo podobne izkušnje znotraj različnih podpornih skupin. Zdaj, če se osredotočimo na potrebe teh oseb po travmatskih oziroma kriznih izkušnjah, torej kaj je tisto, kar rabijo.
Torej, njihove potrebe so, da se počutijo varne, to je tudi ta prva zadeva, no, ki nam mora biti pomembna. Potem, da razumejo, kaj se jim dogaja, da prejmejo to našo čustveno podporo, nekateri rabijo tudi praktično pomoč, morajo dobiti občutek, da je nekomu mar zanje, da se počutijo, da so sprejeti kljub temu, da so zelo ranljivi, da ohranijo dostojanstvo. In pomembno je, da jih tudi spodbujamo k temu, da potem uporabljajo te svoje naravne mehanizme podpore tudi izven te psihoterapevtske situacije, torej znotraj družine, v krogu prijateljev, sodelavcev in tako naprej. Pomembno je tudi, da imajo možnost, da te svoje izkušnje procesirajo v nekem lastnem individualnem ritmu, torej to se dogaja dosti počasi vse skupaj. In ta naša presoja, da znamo tudi potem oceniti in jih napotiti, da prejmejo neke specifične oblike pomoči, ki jih potrebujejo, vkolikor jih potrebujejo. Seveda to izvajanje procesa lahko vodi tudi v reviktimizacijo osebe, na to moramo biti pozorni, s tem, da je fajn, da se res tudi preveč tudi ne bi s tem obremenjevali, da se ne bi toliko bali karkoli narediti, v tem smislu mislim, no, moramo pa biti pozorni na to, da se to lahko pojavi. Tudi pri tem prvem stopanju v kontakt moramo biti zelo pozorni na to, da ne vdiramo in da se nekako tako taktno in tankočutno v bistvu približamo osebi in vstopimo v kontakt. Zdaj, tu so še neke prvine, ki veljajo na splošno za izvajanje proces psihosocialne pomoči in jih lahko uporabljamo tudi delno, no, pri psihoterapiji, s tem, da se bomo potem prav s psihoterapevtskim procesom pa ukvarjali malo kasneje. No, to so bolj neki principi komunikacije, torej v tem trenutku, ko klient ali pa uporabnik ali pa oseba, posameznik doživlja nek travmatski dogodek, seveda so v šoku in zato je potrebno postavljati neka preprosta vprašanja, govoriti čim bolj mirno, nekako smo naravnani na to, da smo potrpežljivi, odzivni, občutljivi. To poudarjamo s tem, da govorimo počasi, ne uporabljamo nekih zapletenih besed, kratic in žargona. Torej, smo pripravljeni poslušati, potrdimo tudi pozitivne vidike tega, kar je oseba preživela in naredila, tako da v bistvu nekako validiramo njihovo izkušnjo in tudi jo normaliziramo. Zdaj, to je v bistvu, kaj so te ključne napake. To je mogoče bolj namenjeno tem laičnim posameznikom, ki se vključujejo tudi v enih fazah, bolj v tem na dnu piramide, tam na začetku, ki nudijo bolj splošno neko psihosocialno podporo, torej to ne bi toliko se s tem zaustavljala pri temu. Tako. Seveda, ja, pomembno je, da nekako delujemo v sklopu svojega znanja, svojih vlog, da v bistvu delujemo v nekem avtoriziranem okviru, da v bistvu poskrbimo tudi ob tem za svoja čustva, za svoje odzive in da tudi znamo ob tem, ko to izvajamo, poskrbeti zase, ko prepoznamo, da rabijo te osebe neko drugo, bolj specifično ali pa drugo pomoč, da znamo napotiti naprej. Tako, zdaj pa se bomo premaknili k ključnim komponentam kratkotrajnih psihoterapevtskih intervencij, ki so oblike pomoči v primeru akutnih reakcij na travmatske izkušnje. Kot sem že prej povedala, je zelo pomembno to vzpostavljanje občutka kontrole in zmanjševati tudi občutek izoliranosti. To pa delamo tako, da v bistvu krepimo njihovo moč in jih opolnomočimo v procesu kratkotrajne oblike ali pa tudi drugih intervencij.
pomembno je tudi, da jih naučimo, da krepijo zmožnost za skrb zase, za svoje bližnje, da lahko potem izvajajo tudi vsakdanje aktivnosti in da se znajo tudi spoprijemati s stresom. Ravno kratkotrajna psihoterapija je zelo učinkovita oblika psihoterapije po kriznem oziroma travmatskem dogodku. V bistvu je primerna za tiste osebe, pri katerih psihopatologija tudi v času pred nekim kriznim ali pa travmatskim dogodkom vpliva na to, da klientu ali pa posamezniku otežuje njegovo soočanje na novo nastalo situacijo in zdravo prilagoditev na to situacijo. Ta oblika psihoterapije, torej kratkotrajna psihoterapija, je primerna tudi za osebe, ki imajo simptome PTSM-ja in je usmerjena, ali pa je, če ne gre za PTSM, je usmerjena na neko konkretno težavo, lahko pa tudi več težav. In namen tega je v bistvu, da se razreši nek notranji konflikt, ki je bil izzvan s tem travmatskim dogodkom in da nekako se vzpostavi novo ravnotežje, ki potem temu klientu omogoča, da se lahko sooči z neko težavo, recimo, če je izgubil ali pa izgubila neko pomembno osebo ali pa je prišlo do invalidnosti. Skratka, tu ne gre za usmerjanje v neko spremembo strukture osebnosti ali pa za razrešitev nekih zgodnjih konfliktov ali pa na neke nevrotične obrambne mehanizme, lahko pa tudi do tega v okviru te kratkotrajne psihoterapije tudi pride. Zdaj, da ne bomo preveč komplicirali, kratkotrajna psihoterapija, krizna intervencija, tu smo že prej, sem povedala, da se te izrazi dosti pogosto prepletajo, pojavljajo. Pomembno je tukaj mogoče samo, da vemo, da poznamo razlike med kratkotrajno psihoterapijo, ko v bistvu nekako gre za konflikt znotraj osebnosti in naslavljamo tega, ali pa krizno intervencijo, ko pa gre za neko situacijo, ko se v bistvu prišlo do neke nepričakovane spremembe običajnega funkcioniranja v novo nastali krizni ali pa travmatski situaciji. Zdaj, jaz se zavedam, da smo tu psihoterapevti z različnimi psihoterapevtskimi pristopi k delu s travmo. In da v bistvu to, o čemer mi govorimo, je pravzaprav v večji meri delo s travmo, s travmatiziranimi klienti. In zdaj, če tako pogledamo, kaj običajno delamo oziroma pogosto, če bi en povzetek tega naredili, kaj počnemo, v bistvu gre za verbalno in čustveno izražanje, vedenjsko premagovanje in pa kognitivno predelavo travmatične izkušnje in njenih posledic. Jaz bom kot geštaltska psihoterapevtka, geštaltistka, se bomo malo zdaj osredotočila na ta naš relacijski oziroma odnosni vidik dela s travmo, ki ga izvajamo v okviru geštaltske psihoterapije. Gre v bistvu pravzaprav za dialoške intervencije, ki krepijo zmožnost klienta, da vstopa v kontakt in da preko katerih mu pomagamo, da pravzaprav zaključi neke nedokončane travmatične izkušnje. Unfinished business je dobeseden prevod, bi bil recimo nedokončan posel. Torej, zelo pomembno je pri geštaltu, pa tudi mislim, da pri drugih modalitetah, pri delu s travmo, da se osredotočamo na tu in zdaj. Tako v bistvu preko tega tudi omogočamo klientu, da se lahko distancira od teh izkušenj, ki ga preplavljajo, teh izkušenj iz preteklosti, in da se lažje potem osredotoča na ta proces okrevanja, zdravljenja, ki poteka v sedanjem trenutku. Hkrati ga pa tudi v bistvu spodbujamo, da uporablja vse vire podpore, ki jih ima v tem trenutku na voljo, tako ta oseba kot okolje njeno. Torej, zdaj, katere intervencije uporabljamo, tudi sicer, ampak
tudi pri delu s travmo so uporabne tehnike, recimo prazen stol, delo z 2 stoloma, delo v tu in zdaj, uporaba nekih sporočil, ki nekako jih potolažijo, recimo sem varen, preživel sem, tu sem in zdaj sem živ sem, tu sem. Torej taka sporočila, zdaj ne vem, kakšen bi bil to dobeseden prevod, niso ravno jaz sporočila, neka sporočila, ki dajo klientu nek občutek varnosti in pomiritve. Dosti se uporablja tudi seveda pri delu s travmo, delo s sanjami, vizualizacija, delo s telesom, ki je pravzaprav prisotno ves čas v vseh intervencijah, ampak poznamo tudi nekaj tehnik oziroma metod, ki so še bolj osredotočene na delo s telesom. Zelo koristne so tu sploh v tej prvi fazi dela s klientom, ki je doživel travmatsko izkušnjo, vaje dihanja, sproščanje, meditacija, v kasnejših fazah pa tudi terapevtsko pisanje. Torej, vse te tehnike pomagajo osebam s travmatsko izkušnjo, da nekako ponovno vzpostavijo to samopodporo oziroma self-support v smislu tega regroundinga in recenteringa. Spet ne vem, če imam dober prevod, torej prizemljitev ponovna in ponovno osrediščenje. Zdaj po tem avtorju Butolo 4 faze navaja, kako dela s travmo v okviru tega pristopa geštaltske psihoterapije. Spet se pojavlja tu ta faza, prva faza, zagotavljanje varnosti, občutka varnosti, vzpostavitev odnosa na ravni psihoterapevt-klient. To, kar sem že prej povedala, te tehnike sproščanja pridejo v tej prvi fazi v poštev dihanje. Potem soočanje z izogibanjem teh travmatskih vsebin, ki jih klienti v tej fazi seveda se izogibajo, in aktivacija, to sem tudi že večkrat povedala, teh virov zunanje podpore, ki so potem podlaga za to, da klient razvije ta svoj notranji del podpore oziroma self-support preko zunanjega. Stabilnost, ta faza pač se usmerja v premagovanje negotovosti in v bistvu sprejemanje samega sebe, reflektiranje samega sebe. Nato pa sledi konfrontacija oziroma aktivacija in varovanje meja, ki se na novo spet vzpostavljajo, ponovno se vzpostavljajo in v tej fazi tudi pride do kognitivnega in čustvenega procesiranja travme in končno potem ta zadnja faza integracija, ko klient sprejme travmatski dogodek oziroma izkušnjo, sprejme tudi te spremembe, novosti, ki jih je travma prinesla oziroma ta izkušnja in nekako že zmore dialog s travmo in nekako ni več te fragmentacije, ampak neka celostna integracija travme. Tako, zdaj vas bom pa malo povabila, jaz vas zdaj nisem nič videla, ko sem to govorila, zdaj bom pa malo tole zmanjšala, pa vas bom povabila, da delite malo z mano izkušnje oziroma vaša predvidevanja, kakšne odzive lahko pričakujemo pri osebah med travmatskim oziroma kriznim dogodkom ali po travmatskem kriznem dogodku. To je zdaj napovednik na naslednji sklop, ko se bomo bolj ukvarjali s tem, kaj se dogaja s klientom. Zdaj smo gledali v bistvu bolj to, kaj počnemo mi, kakšne intervencije izvajamo. Zdaj pa gremo na to, kaj predvidevate, pa bi vas... Se vidimo? Aha. Ja. Imamo zvočnike vključene. Kaj, če si predstavljate takega travmatiziranega klienta oziroma nekoga, ki je doživel neko krizno situacijo, nek dogodek krizni, kaj pričakujete pri njih, kako se vedejo, Šok. Brez besed. Zviti. Neka pasivnost po tisti
tam to prvo, recimo, če je šlo za nesrečo, pa preživi, ne, neka pasivnost, ko se sooča z vsem tem posledicam. Brezvoljnost. Ja, še kaj? Strah. Anksioznost, strah. Disociacija. Ja. Še Zanikanje. kaj? Zanikanje. Ja, še kaj mogoče? Mislim, da ste v glavnem povzeli te ključne odzive. Če tudi neka jeza. Občutki krivde. Ja. Vse to, ja. Vse to. Stres. Stres. Stres, ja. Zdaj, tu so te kratkoročni odzivi. Mislim, da ste vse našteli, edino mogoče to, kar se noter dogaja, mišična napetost, še mogoče, če... Ja. Tremor. Tresenje, ja. Zdaj, kaj se še kaže? Motnje spanja, disociacija ste povedali. Flashbacki. Kako? Flashbacki, ja. Ja, v bistvu tudi to, no, manj načrtovanja za prihodnost, ne, ni neke perspektive usmerjene v prihodnost, okrnjeno funkcioniranje v zasebnem poslovnem življenju, težave v medosebnih odnosih, to tudi verjetno vam pol poročajo, ne, ker se bodisi želijo zaščititi tudi te svoje člane družine pred sabo, pred svojim tem, kar ste že omenili, pretiranim povečanim zburenjem ali pa pred to disociacijo in pred tem, ko se... Ja, umik libida v sebe, ne? Ne v zunanji svet, ampak v svoj svet, ne? Ja, zdaj strah, ne, je tako izstopa, verjetno je dosti pogost, ne, ga tudi znajo prepoznati. To je lahko zelo boleč odziv. In ljudje dostikrat na strah ravno, no, reagiramo tako, da poiščemo potem nekoga, da nam pomaga, ali pa nekateri pol si uberejo to pot, da poskušajo strah kontrolirati z nekimi aktivnostmi, ne vem, deloholizem ali pa neko zatekanje v neke druge aktivnosti, ali pa v bistvu se poskušajo odklopiti in ta nevzdržni telesni odziv nekako ne prenesejo. Tako da tu pravi ta avtor, da če ne izberejo te prve opcije, potem sta druga ali tretja neizbežni. Disociacijo ste omenili? Bom jaz takole zdaj preklopila, da vidim slajde. Ja, jaz se zavedam, da jaz zdaj to z vami grem skozi čez te zadeve, ki jih vi že poznate. Tako da moram tudi povedati, da v bistvu prvič psihoterapeutom tako predavam, tako da bi prosila, če kaj povem, kar je morda vam nesmiselno še enkrat to poslušati, ali pa bom predolga, me kar ustavite vmes. Torej, sam te preletimo pač ključne odzive, torej disociacija se zelo pogosto pojavi in ima dvojno funkcijo, torej pomaga osebi, da se umakne takrat, ko doživlja nekaj, kar je pretežko za njega in to integracijo potem odloži. To izkušnjo, integracijo travmatske izkušnje odloži. Zdaj, odzivi na krizni oziroma travmatski dogodek so odvisni od tega, kakšno vrsto travme so doživeli in kakšen je ta kontekst tega travmatskega dogodka. Torej, poznamo situacijske travme, poznamo relacijsko travmo, ko je travmatičen sam odnos z nekom, in travmo lahko povzroči, kot smo že prej povedali, človek, lahko narava. In te odzivi so tudi odvisni od stopnje izpostavljenosti. Torej, bolj, ko je ta dogodek oddaljen, manjša je ranljivost. Bolj sveže, ko je, večja je ranljivost. Torej, te odzivi so tudi odvisni
od intenzitete tega travmatskega dogodka, od časa trajanja oziroma tudi od ponavljanja tega dogodka. So odvisni od osebnih lastnosti osebe in zopet tu poudarjamo, večkrat se to pokaže, kako pomembna je ta socialna in čustvena podpora, ki jo ima oseba. Torej odnos z bližnjimi, prijatelji, delovno mesto in tako naprej. In seveda tudi od širših družbenih dejavnikov, torej od značilnosti tega okolja, v katerem oseba živi in seveda od ponujene pomoči oziroma od pomoči, ki jo ima na voljo. Odzivi so podobni, če oseba doživi prometno nesrečo ali naravno nesrečo, ali pa če je kdo do nje nasilen in ji grozi. To je zanimivo, no? To je nekaj skupnega pri vsem tem. Je pa res, da prihaja do različne intenzivnosti in do različnega trajanja tega odziva. Tu pa so največje razlike. Torej, ne doživljajo vsi enako močno in tudi ne tako dolgo. Zdaj, če pogledamo te faze odziva na krizni oziroma travmatski dogodek, kako si sledijo? No, ta prva faza, ki je že med tem travmatskim dogodkom, je običajno pri večini oseb nek trezen odziv. In prva misel in njihovo vedenje je usmerjeno v to, da se izognejo nevarnosti. Torej, najprej se vprašamo, kaj moram narediti, da se lahko izognem nevarnosti, kako ravnati, da se zaščitim. Potem sledi ta faza šoka, ko v bistvu doživljamo zelo močna in intenzivna čustva, strah, o katerem smo prej nekaj več povedali. Torej, rečejo ponavadi, prišlo je za mano, ali pa začnejo v bistvu govoriti o tem, premlevati, kaj vse bi se še lahko zgodilo, ali pa česa niso naredili. Potem pa pride ta izmenjava, zanikanja in pa podoživljanja travmatske izkušnje, ta faza alarma, kot je tle poimenovano. Torej, po eni strani zanikajo in rečejo, ne želim govoriti o temu, ne želim razmišljati o temu, pa se izgleda že, da sem boljše, da je dobro, pa zopet začnejo podoživljati travmatski dogodek in rečejo, na primer, zdaj se pa spet počutim, da sem čist na tleh spet. Tako da se v bistvu to izmenjuje. In potem pa gremo že v te zaključne faze, zadnji dve, ko se pa postopno vzpostavlja ponovno ravnovesje, in sicer faza prilagoditve, ko ta travmatska izkušnja že usmerja vsakdanje življenje, je nekako že del tega življenja, na novo postavljenega, in zaključna faza, ko oseba izkušnjo predela in jo integrira, kar sovpada s tistim, kar sem prej govorila v naših intervencijah, ko tudi delamo na način, da gremo v fazo integracije. Torej, vidimo, da je okrevanje po travmatskem dogodku poteka postopno, in neke faze sledijo. To ste, mislim, da že tudi, ko ste omenjali odzive, ta dvojnost, na eni strani izjemna slikovitost, kar se tiče spomina sploh, se spomnejo že zelo živo, po drugi strani pa ta blokada, da v bistvu pozabijo nečesa, kar jim ni, kar nočejo zavesti imeti. Tako da se lahko oseba zelo podrobno in živo spomni te travmatske izkušnje, ali se ne spomni ničesar, ali pa samo enih fragmentov ločenih. In pogosto pa gre za kombinacijo. Zdaj smo pa pri oknu tolerance. Zdaj, koliko ste vi poznate ta termin oziroma ta pojem okno tolerance? Meni je zanimivo pri delu z travmatiziranimi. Dan Siegel je o tem prvi začel pisati pa govoriti. Skratka, on opisuje, da v bistvu vsi te ljudje, ki so doživeli travmatske izkušnje, zelo težko regulirajo čustva, in ta njihova cona vzburjenja, v okviru katere lahko učinkovito funkcionirajo, postane zelo ozka. To imenuje on okno tolerance, ki je sicer širše, ampak v tem času se pa zelo zoža. In v bistvu
stres ali pa spomin na travmo je sprožilec, ki klienta oziroma klientko potisne iz tega okna tolerance. Lahko je to že manjši stres, v bistvu, in klient disocira, postane jezen, anksiozen, in se potem pomakne nad to okno tolerance, torej v cono pretiranega vzburjenja ali pa v cono premajhnega vzburjenja. Tu imam pa malo bolj podrobno opisano. Torej, jaz si predstavljam, da je ta cona optimalnega vzburjenja nekje na sredini, to je to okno tolerance, ko lahko v bistvu razmišljamo in čutimo, brez da smo preplavljeni. V bistvu smo lahko povezani s sabo in z drugimi, smo odprti, radovedni, deluje nam domišljija, imaginacija. Medtem ko potem, če doživimo nek stresen ali pa travmatski dogodek, hitro lahko pač se to okno zoža in gremo ali v to cono pretiranega vzburjenja, to je pač ta pretirana senzibilnost ali pa neke preplavljanje z intruzivnimi mislimi, podoživljanje tega travmatskega dogodka, strah, panika, jeza in bes, to, kar smo že prej naštevali, kar ste naštevali. Ali pa ta druga skrajnost, to ste tudi navedli, torej cona premajhnega vzburjenja, ko gre za neko odsotnost senzacij, ko so čustva otopela, ko pride do disociacije, do tega, da so telesni gibi reducirani, ta oseba deluje, kot da nima energije, je nemočna, je čuti sram in je obupana. Zdaj pa je tle eno okence, tolerance, ta slika bi morala biti morda prej. Kakšne so posledice travmatskih izkušenj? Te ključne, če še enkrat povzamemo, torej gre za kronično vzdraženost avtonomnega živčnega sistema, podoživljanje teh travmatskih izkušenj, izogibanje spominjanju ali pa spominu na neke dogodke, kraje, osebe, ki so povezani s to travmatsko izkušnjo, spremembe v čustvovanju in pa seveda spremembe v doživljanju sebe, drugih in sveta. To smo tudi že omenili in se večkrat pojavi, da res zelo... Derealizacija, ne? Z eno besedo. Tako, zdaj smo pa v bistvu pri teh posledicah še, ko se stopnjujejo oziroma kako se razvijajo iz te, to tudi verjetno poznamo, s tem, da bomo malo preleteli, da si to nekam znamo umestiti tudi v te faze. Torej, gre za akutna stresna motnja, ki označuje tesnobne in vedenjske težave. Te pa nastopijo v prvem mesecu po izpostavljenosti nekemu dogodku, recimo, če si predstavljamo rop, nesrečo, neko izkušnjo z nasiljem. Torej, med dogodkom, tisti simptomi, ki se običajno že med dogodkom samim pojavijo ali pa kmalu po njem. In zopet, podoživljanje močno teh travmatičnega dogodka oziroma izkušenj pogosto v obliki sanj ali pa nekih nočnih mor, flashbacke ste že prej omenili. Skratka, zelo močni čustveni in telesni odzivi, sploh pa v tistih situacijah, ki spominjajo na ta travmatičen dogodek. Tu je pogosto izogibanje vsemu, kar spominja na ta dogodek, torej mislim, ljudem, krajem in situacijam. Ta akutna stresna motnja mine relativno hitro in je odraz v bistvu človekove sposobnosti prilagajanja. V gestaltu rečemo organizmična samoregulacija. Sem speljala. Skratka, če pa simptomi trajajo dlje kot mesec dni, če jih spremlja ta izrazit stres in pa neka zelo omejena funkcionalnost v vsakdanjem življenju, potem pa govorimo o posttravmatski stresni motnji. Zdaj bom uporabljala v nadaljevanju kratico PTSM oziroma PTSD po angleško. Skratka, ti simptomi PTSM-ja pa se pokažejo približno 3 mesecih po travmi, lahko pa tudi zakasnijo več mesecev. In
ta akutna stresna motnja se običajno oziroma se pogosto nadaljuje v obliki simptomov PTSM. Se pa ne razvije seveda pri vseh, kot veste, ki so doživeli travmatični oziroma krizni dogodek. Tu imam še link na vprašalnik, ampak imamo tudi tle navedene te znake, pa ne bi preveč, ki se ponavljajo, ampak mogoče samo to, kar je v bistvu zelo izstopano, kar opazimo, torej razdražljivost, izbruhi jeze. To, kar smo že prej omenili, s tem, da je to še bolj potencirano. Tudi ta otopelost, slabše odzivanje na dogajanje v okolici, potem sanje o travmatskem dogodku, izogibanje vsem dražljajem povezanim s travmatskim dogodkom. Pa v bistvu, to ste pa tudi že omenili prej, občutki krivde, tudi močni, zaradi tega, da ne vem, nekaj ta oseba doživela ali pa da so drugi mogoče, da niso mogoče še slabše odnesli kot drugi, da so boljše odnesli kot pa drugi udeleženi v kakšni nesreči. Skratka, ti telesni simptomi se kažejo še v teh simptomih, glavobol, vrtoglavica, omedlevica, pretirano potenje, tesnobnost, napetost, to poznate zelo dobro. Tu potem vidimo, da se posttravmatska stresna motnja v bistvu razvije v generalizirano anksioznost, depresivnost, vkolikor je neprepoznana in nezdravljena, torej zelo pogosto se to prelevi, lahko pa tudi kakšne hujše psihosomatske težave. Še enkrat, zdaj, če povzamemo varovalne dejavnike, ki zmanjšujejo tveganje za hujše posledice travmatskih izkušenj in tudi napovedujejo izhod iz krize v smeri rasti in zdravja, torej na to drugo stran prelomnice krize, torej je seveda ta varen odnos z psihoterapevtom ali pa z neko drugo osebo, pa tudi znotraj te širše socialne mreže. Zelo pomembno je, da je ta dogodek in situacija prepoznana kot travmatična in tako tudi zverbalizirana, ozaveščena. Potem pomembno je, da imajo možnost, da lahko delujejo, da imajo vpliv na tok dogodkov, da v bistvu razvijajo to osebno prožnost in rezilientnost. Dobro je tudi seveda, da je oseba že naprej pripravljena na neke krizne travmatske dogodke, neka preventiva, in tudi za nadaljne, in pa dostopnost do različnih virov podpore in pomoči. Torej, varnost je pravzaprav, zdravljenje je zagotovljeno že s tem, ko odstranimo neke znake in iztočnice grožnje, in takrat se telo lahko vrne v to stanje miru in občutka varnosti, kar potem spodbudi, da oseba lahko okreva in da gre v to drugo smer, ki smo jo na začetku opredelili, prelomnica v krizi, lahko gre v smer zdravljenja, okrevanja in rasti. Zdaj pa sledi en izsek, zopet iz tega filma, zgodbe iz Marelične hiše, kjer pa en mlad fant malo več pove o tem, kaj je doživljal v tem času, ko je v bistvu prišel v krizni center in kako je bilo pomembno, da je bil umaknjen iz te nevarne situacije in kaj mu je bilo pomembno, kako je okreval in tudi kaj ga je mogoče zmotilo pri tem, čeprav je bolj imel več zapovedati, kaj je bilo v redu, kot pa tisto, kar ni bilo v redu, ampak mislim, da govori tudi o tem, da je večkrat moral ponavljati različnim ljudem. In tu je bil že taka ena nevarnost neke ponovne reviktimizacije, sekundarne viktimizacije. Pa si poglejmo še to. Tako. To pa ni pravo. Tvoji razlogi za vstop v krizni center so bili te, da sem pri 16 se odločil, da grem stran iz družine, ki je zelo, zelo škodovalo meni v mojem odraščanju. Razlogi pa so bili te, da sem doživljal doma nasilje, psihično, fizično,
maltretiranja zaradi drugačnosti, ker sem se drugače rodil. Sem se rodil kot transseksualec, torej zaprt v svojem telesu. V rojstvu pač nisem vedel, manjši sem bil in nisem vedel, kaj se dogaja. Sem pač opazil, da ko sem se rodil, sem se počutil moški celo svoje življenje in sem se imel za moškega in družina pač tega ni znala sprejeti. Pač jaz sem na policiji povedal takrat, da jaz se domov ne želim vrniti in da se ne bom vrnil domov in da si želim pač nadaljevati šolanje in živeti neko normalno življenje, brez da se tresem ali bom končal mrtev ali bom karkoli, ker nisem vedel večje resnosti njihovih groženj, ker sem vedel, koliko so sposobni in kaj so mi bili sposobni narediti. In sicer, ko sem prišel v krizni, prvo me pričakala Leticija tu in sem bil ful hvaležen, ker sem bil tudi tako utrujen, ker sem na policijski postaji bil več ur, pa dan pred tem sem se mogel skrivati, da me ne bi najdli. Sicer je pol policija itak dala postopek, da se mi lastna družina ne sme torej približevati, zaradi lih nasilja in vsega. Bilo mi je edino naporno, ki sem mogel vsakič znova in znova to zgodbo ponavljati, ker je bilo sicer več izmen tu, so pa vse vzgojiteljice, ki so bile tu, res si vzele čas in poslušale in mi skušale res čim bolj stati ob strani. Še takrat in pa se šel z vami do Kopra. Sem bil res raztrešen, nisem spal nič. Pobral sem dve, tri stvari iz omare in sem šel direkt iz hiše, nisem mogel več, res je bilo preveč vsega. Bil sem pod enimi strahovi, ful sem si želel neko varnost, v bistvu, da bom se počutil varen in kar tudi sem se zelo hitro, ker sem res naredil vse, da bi mi res zaščitili in da sem se odmaknil stran. Misel za druge otroke in za mlade, za kogarkoli v bistvu na tem svetu bi namenil, da bi povedal, da vsak človek ima težave, ampak da iz teh težav ratamo samo še močnejši, ker je na nas, ali se bomo odločili, da živimo življenje naprej, ali pa bomo se celo življenje obračali nazaj in ostali na enem mestu, ker se moramo zavedati, da smo vredni živeti, ne glede na to, kaj se dogaja, kakršnekoli težave so, da smo vredni ljubezni, da smo vredni vsega na tem svetu dobrega in da za dežjem bo vedno posijalo sonce, ne glede na to, kar se zgodi. Tako, mogoče, da vas malo vidim, če imate kakšen odziv na to, na tega fanta, ki je zdaj že mlajši odrasel. Vem, da se mi bomo ukvarjali ne z otroki in mladostniki, ampak z odraslimi. Ampak vseeno se mi zdi to dober primer, da vidimo res nekoga, ki se znajde v krizni situaciji in kaj rabi takrat s tem, da mi bomo izvajali psihoterapevtsko pomoč. Ti mladi pa so dobili različne oblike pomoči na enem mestu strani različnih strokovnjakov. Tako da je to, kako so to predelovali, odvisno bilo seveda od več izvajalcev, psihološke in socialne podpore in tudi psihoterapije v posameznih primerih. Bi mogoče kdo želel katera od vas kaj podeliti glede te izkušnje tega fanta ali pa karkoli? Ja, rabo je varnost in zaščito najprej, ne? Ja, to se res tam se je zelo to pokazalo, kako je to res najbolj pomembno. Zaščita, varnost, zaščita, ta stabilizacija. Pol pa vse drugo. Pol pa lahko. Še kaj? Je izstopalo mogoče pri vas, ko ste to gledali?
se nekako povezuje, ne, to, o čemu govorimo danes. No, ampak je bil kar v bistvu močen, ne? Da je nekako je bil kar opremljen s tem, da je šel na policijo, da je vedel, da ima pravice, da so inštitucije, kamor se lahko obrne, ne? Je že bil informiran in opolnomočen delno, ne, da je lahko sploh šel v to smer. Dosti jih sploh ne pride ven iz okolja, kjer doživljajo nasilje, ne, v tem primeru nasilje, ne. In tudi kasneje, da je bil zelo pogumen, no, je pa dobil res pol podporo, no, kamorkoli je prišel, je dobil hitro, ne, neko pomoč in podporo. Koliko časa je pa bil tukaj? Da ne bom zdaj kaj narobe povedala, jaz takrat več nisem delala v kriznem, sem pa ga pripeljala iz policijske postaje, torej v okviru interventne službe sem se vključila in sem ga pripeljala iz policije v krizni center in tam so potem, v kriznem centru so ponavadi 21 dni ali pa več. Mislim, da on bil dlje, ker se ni mogel vrniti domov, se je pa pol še vračal, no, in smo ga pol še vključevali v druge oblike. Tam je pa pol šel, ni šel več nazaj k svoji družini? Ne, v dijaški dom je šel, nisem vrnil več, ne, tu je bilo potrebno res ga zaščititi tudi s temi policijskimi, no, ukrepi, prepoved približevanja je bila v družini, s tem se je tudi on pol varnega bolj počutil, da je lahko v bistvu delal naprej, no, na tem, kaj je bilo za njega pomembno, ja. In se je v bistvu dobro postavil in zdaj, ko smo se srečali z njim, ja, je zaživel, no, neko novo življenje. Ob vsej tej podpori, ki jo je imel in prejšnji svoji, no, da je bil toliko pogumen in je poiskal vse to. Pa tudi, da je bil posluh tudi za te teme, recimo ta v bistvu transseksualnost, tega je dosti zdaj med mladimi, ni nujno, da bi naletel na neke razumevajoče profesionalce okrog sebe, ne, tako da nekako se dobro izšlo. Ja. Še kakšen odziv? Dobro, potem bi pa šli v bistvu na to, kar v bistvu moramo paziti kot nas je tudi, no, ko delamo s travmatiziranimi klienti oziroma uporabniki. Še tole sporočim. Ja, poznamo sekundarni travmatski stres, torej to je neka stiska, ki jo doživljamo vsi, ki delamo z osebami s takšnimi izkušnjami, lahko pa tudi posamezniki, ki samo slišijo za neke travmatske vsebine, že doživijo sekundarni travmatski stres, potem izpeljana travmatizacija, to pa je v bistvu duševna stiska, ki je odziv na to, da se dolgo časa in ponavljajoče se zelo empatično ukvarjamo s klienti, ki imajo travmatične vsebine in sočutna oziroma empatična izčrpanost, to pa je izčrpanost, ki jo doživljamo strokovnjaki in strokovnjakinje zaradi kronične uporabe empatije pri pomoči drugim v duševni stiski. To v bistvu moramo ob tem, ko smo fokusirani na kliente, biti tudi ves čas pozorni, kaj se z nami dogaja in da si tudi mi omogočimo to potrebno podporo, ki bo tudi, mislim, da v okviru te skupine zagotovljena v okviru intervizije, če se ne motim, da je v planu. Skratka, to zelo dobro tudi vi poznate, kako je to pomembno, ampak še posebej, ko gre za neke stresne pa krizne situacije, je potrebno razmišljati o nekih virih, ki jih uporabljamo še preden se nekaj začne, recimo, ne vem, jaz preden grem nameščati recimo žrtve nasilja, preden se z njimi srečam, ko me pokliče policija, da se moram sredi noči nekje zglasiti na eni od policijskih postaj, verjetno je dobro, da se že pred tem malo pripravim, ne vem, da se sprostim, da štejem do 10, ne vem, zadiham, ko dobim ta klic. Potem viri v žepu, torej viri, ki jih uporabljamo, ko smo v tej stresni situaciji. Tukaj bi od vas mogoče še bilo fajn slišati, kaj v nadaljevanju po delavnici vas bom prosila, da tudi to delite, torej kaj vi uporabljate kot vire. Seveda viri, ki jih uporabljamo po neki stresni situaciji in pa te stalne strategije,
kot temelj redne skrbi zase, ki ima vsak od nas svoje. Tako, zdaj bomo šli pa v male skupine. Kristina nas bo razporedila. Mislim, da tako, da nas bo najmanj 3 boste skupaj v eni mali skupini in sicer tako bi vas prosila, da izmenjate izkušnje med sabo. Ta delavnica bo namenjena tudi temu, no, da se malo spoznate in izmenjate izkušnje pri delu z klienti, ki imajo travmatsko izkušnjo, pa bi najprej boste povedali, kateri pristop uporabljate, če se še ne poznate, katere intervencije izvajate najbolj pogosto oziroma katere tehnike uporabljate pri delu s travmatiziranimi uporabniki. Potem te odzive klienta smo že tam na začetku zelo dobro opredelili, ampak vseeno tisto, kaj vam izstopa, lahko imate v mislih enega vašega klienta, ki je zelo bil travmatiziran, ali pa si sposodite katerega od teh 2, ki sem jih jaz predvajala. Potem pa v bistvu se osredotočite tudi na vas in na vaše občutke, na vaša čustva, na vaše misli in tudi telesni odziv ob tem, ko vi izvajate interventno psihoterapijo s klientom, ki ima travmatsko izkušnjo. In potem vas bom pa prosila, da eden od vas bo, ki bo v tej skupini nekako malo tudi si zapisal, kako ste se pogovarjali, kaj ste omenili, da potem na koncu tudi poročate. Tako, zdaj pa prosim, Kristina, če nas razporediš po skupinah. Ja, da bi v bistvu nekako poskušali gledati na krizo tudi kot na priložnost in da se zavedamo tudi te možnosti posttravmatske rasti. Zdaj, meni je bilo zanimivo, ko sem študirala za to predavanje, sem naletela na to zanimivost, da Kitajci uporabljajo za besedo kriza 2 znamenji, in sicer prvo znamenje pomeni nevarnost, drugo pa priložnost. To je že zanimivo, no, da vsebuje kriza to oboje. No, smo že prej rekli, da je to lahko prelomnica, ki gre v obe smeri. Drugo pa posttravmatska rast, ki je v bistvu izkušnja neke pozitivne spremembe, ki se pojavi kot posledica, ko se nekdo spoprijema ali pa ko se spoprijemamo z zelo zahtevnimi življenjskimi krizami. To pa v bistvu, ta posttravmatska rast ni neposredna posledica travmatske izkušnje, ni nujno, da se zgodi, ampak je povezana s tem, kako v bistvu posameznik se odziva, kako se je spoprijel s posledicami travmatske izkušnje, tudi od tega, ali je dobil pravo vrsto obliko pomoči. In v bistvu potem ta posttravmatska rast se nanaša tudi na neko spremembo, ki ima kvaliteto transformacije. In mislim, da tudi mi, ki delamo na tem področju in če bomo tudi v nadaljevanju se specializirali za to vrstno obliko pomoči, lahko vidimo tudi neko priložnost temu, tudi da mi smo potem nekako rastemo s tem še bolj, kot bi sicer. Ja.